Demistifikacija znanosti, kot navajajo filozofi, danes ponuja več iztočnic, kajti spremembe v postmoderni kulturi, občutenje katastrofičnosti sveta, samozavedanje mej znanosti, pojavljanje alternativnih znanstvenih paradigem in številni napori interdisciplinarnega raziskovanja namreč nakazujejo nekakšen premik iz vseobsežnega polja tehnike, vseobsežno polje kibernetike. Zato je razumljivo vprašanje, kakšna bo orientacija znanosti v 21. stoletju. Koliko znanost sploh reflektira ta vprašanja in kako naj bi ali bodo nanje odgovorili znanstveniki? Je ena od možnosti zelo intenzivna usmeritev interdisciplinarnost ali pa iskanje novih načinov interpretacije, kjer nobene teme niso več abstraktne, postajajo razumljive, inkluzivne, zabavne, vsem dostopne. Skratka, kaj od tega? Ta in druga vprašanja bodo preigravali gosti tokratnega omizja, to so profesor dr. Ton Turk, sicer biolog z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, diplomirani inženir Aljoša Domjan, direktor in tehnološki podjetnik, profesor dr. Peter Klepec, filozof, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, in profesor dr. Matej Huš, kemik z Kemijskega inštituta. Lep pozdrav, spoštovani gostje. Poglejte, če pogledamo dogajanje v znanosti, se zdi, da se zlasti v zadnjem obdobju izrazito pojavila potreba po tem, da je treba znanost razumeti, da ni v njej nič mističnega, vse je jasno in javnost mora razumeti, kaj se v znanosti sploh dogaja, kaj se raziskuje, kakšni so izsledki. Kako vi to doživljate? Klepec, vi ste filozof, to se pravi, da na nek način filozofija je vseobsežna tudi, ne? Bi mogla nekako odgovoriti približno na to vprašanje. Ali pa vaše mnenje, ne? Glejte, najprej hvala za povabilo, zdaj filozofi imamo nek svoj pogled, ne, zdaj še en filozofski pogled ste že izpostavili, ne, tako da je kakšen drug pogled je. Jaz te stvari vidim zelo kompleksno, no, stvari niso enostavne in znanost in tehnologijo je v bistvu treba v nek ta kontekst tudi potegniti, ne. Omenili ste že katastrofičnost, ne. Živimo v času, ko se v bistvu pričakuje, da bo kar naenkrat konec sveta, apokalipsa, katastrofa in tako naprej. To so pa zelo različne stvari, ne. Katastrofa v bistvu je nek dogodek, ki totalno zaznamuje situacijo, apokalipsa je podoben dogodek, ki prinese še razkritje, neko razodetje, ne. Konec sveta je pa spet zelo kompleksen pojem, ne. Konec kot tak, na nek način smo se navadili spontano misliti, da ko bo pa česa konec, bo pa nekaj boljše prišlo, ne. In vprašanje, ko govorite o svetu, to je zelo kompleksno vprašanje, a imamo sploh svet, ne. Zdaj živimo v času globalizacije, ampak svet kot pojem, ki bi vse vključeval, je veliko več kot samo proces globalizacije, ki ni prva v zgodovini, a ne, in tako naprej. Se pravi, že tukaj, sam na začetku lahko vidimo, da gre za dosti kompleksne procese, a ne. In znanost bi se morala na nek način zavedati, v kakšnem času živi, ne. Mogoče, da ne bi jaz zdaj predolgo govoril, no, jaz bi samo to omenil, da na nek način je čas zapleten, ni pa to nekaj novega v zgodovini, ne. Živimo v času, ki ga poskušajo nekateri razumeti kot čas prehoda. Prehoda k nečemu drugemu, a ne. Prav, že marksistični filozof Antonijo Gramsci 100 let nazaj je govoril o interregnum, se pravi o vmesnem stanju, ko staro ne more umreti, novo se pa ne more roditi, ne. Se pravi, govorimo o obdobju od konca prve svetovne vojne do sedaj, ne. In dejansko smo priča tektonskim spremembam, ne, se pravi na področju znanosti, recimo že četrt stoletja, ena revolucija za drugo, ne. Na področju politike in ureditve sveta je pa tudi zelo zapleten trenutek v tem hipu, ne. Ekonomisti in tisti, ki so se ukvarjali z ekonomijo, govorijo o ciklih, se pravi o nekih ciklusih, v katerem se svet dogaja, in ta hip se nahajamo znotraj konca enega dolgega cikla. Immanuel Wallerstein pa Arrighi sta govorila o koncu dolgega cikla, ki zakončuje nekje na začetku 21. stoletja.
in vsa zadeva naj bi se, to zdaj ni neka avtomatika ali pa avtomatizem, naj bi se približno stabiliziralo v sredini stoletja. V sredini stoletja, ko se lahko Ameriki kot dosedanji veliki sili pridruži recimo Kitajska. Jaz bi samo te dve stvari. Wallerstein recimo govori o letu 2040, ne? Približno. 2040 ne, ampak to zdaj ni avtomatično, to tudi ni samo izpolnjujoča se prerokba, ne, to je ob upoštevanju nekih določenih stvari, stvari so kompleksne, ne, opustitev zlatega standarda, dolarja na začetku 70-ih let, nastop neoliberalizma in tako naprej. In v vsej tej situaciji, ne, ko v bistvu smo priča tudi, dajmo tako reči, no, da je v bistvu napredek prinaša sadove enega za drugim, ampak ta napredek, je tudi rezultat razvoja znanosti. Hkrati so pa vsi ti strahovi se namnožili od, ne vem, ekonomske krize 2008, covida in vsega tega. Mi imamo opravka s čedalje več praznoverja, s čedalje več nekih nakopičenih čustev in znanost, ko poskuša v tem svetu delovati, se mora tudi s tem soočati. Omenila ste v bistvu demistifikacijo znanosti. Demistifikacija pomeni samo predstavitev tega, kaj znanost dela. Samo to pa ni samo propaganda za znanost. Znanost se moramo zavedati, da ima različne plati. Ima neverjetno svetlo plat, ki je prinesla dobrobit in jo bo še prinesla večini človeštva, in ima tudi nevarno temno plat. Recimo, znanost je tista, ki je ustvarila orožja, ki lahko uničijo svet, atomsko bombo in tako naprej. In v tej kompleksni situaciji, govorim že dolgo, pa nočem uzurpirati, v tej kompleksni situaciji ni lahko potem še govoriti še o demistifikaciji znanosti. Zdaj pa jaz umolknem, pa prepustim besedo drugim, ki bi lahko še pol ure govoril, ampak ne bom. No, bo še čas tudi za kasneje, ne? Inženir Domjan, vi ste recimo mogoče tako drugi pol recimo teh globalnih razmer, globalne, bi rekla, nekega videnja, ki je doktor Klepec povedal. Vi se pa ukvarjate seveda z bolj, z našega vidika recimo, bolj parcialnimi problemi, ki pa so tesno povezani z razvojem še kako znanstvenih napredka. Kako vi vidite te probleme? To, kar je doktor Klepec rekel, to so neki procesi, v katerih se morate vi kot inženir prilagajati, odzivati, sprejemati neke odločitve in tako naprej. Mislim, seveda, jaz zase rečem, da večino časa tako preživim v prihodnosti. Delno zato, ker sam gledam in verjamem, bi rekel, napovedim znanstvenikov in strokovnjakov, kdaj je največja verjetnost, da bo nekaj odkrito, kdaj bomo lahko nekaj naredili, dobili. Po drugi strani imamo pogled, ker sodelujem z recimo velikimi razvojnimi firmami na področju informacijskih tehnologij, vpogled v to, kaj ta trenutek razvijajo za trg in bo recimo dostopno 2 do 3 leta kasneje v, bi rekel, široki potrošnji. Tako da, kadarkoli se recimo pogovarjam o tem, kako se nekaj odločiti, kakšne odločitve sprejemati, seveda jih sprejemam z vsem mojim vedenjem o tem, kaj se bo zgodilo. Ljudje bi bili presenečeni, če bi danes dobili informacijo, da pravzaprav vse države na tem svetu imajo recimo plan porabe elektrike za vsaj nekaj desetletij naprej, postavitev elektrarn, kako bodo zagotavljali energijo, da so recimo avtoceste narisane tudi vsaj nekaj desetletij vnaprej. Se pravi, te stvari se ne zgodijo po naključju. Po drugi strani pa seveda v vsakdanjem življenju tudi z drugimi deležniki, ki potem vplivajo na vse to, kaj se recimo v našem lokalnem okolju ukvarja, recimo to so seveda tudi razni javnomnenjski voditelji,
tako gospodarstveniki kot politiki. Ugotavljaš, da ne samo, da ne poznajo prihodnosti, ampak se marsikdo ne zaveda, da pravzaprav skozi zgodovino človeštva, ki jo poznamo, smo ves čas na nekem robu. Sedanjost je na robu preteklosti, dogaja se ves čas isto, ves čas, če hočeš biti na vrhu, moraš biti sposoben uporabiti najnovejša znanja, najnovejše tehnologije in tako dalje. In tega seveda, ker tudi človeštvo raste in naše znanje raste, potem nekdo reče, da je vse težje obvladljivo in da prihaja v neko kaotično stanje, kar seveda ni res. Jaz mislim, da tako kot je danes svet obvladljiv, ni bil še nikoli, ravno zato, ker imaš na svetu ogromno ljudi in inštitucij, ki pa pri svojih odločitvah in svojih načrtovanjih upoštevajo vse, kar se je do zdaj dogajalo in dosti bolj razumejo sedanji trenutek. Ključno namreč je razumeti danes. Kje si danes in kam greš? Doktor Huš, vi ste kemik, ne? Skoraj bi rekla, morda s kemijo dojemamo bolj kot parcialno oziroma strogo usmerjeno vedo. Ne toliko, ki je recimo nek prerez oziroma posplošitev govoril doktor Klepeca, ne? In inženir Domjan tudi na nek način. Kako pa vi take stvari doživljate? Recimo to, kar smo v začetku rekli, ne? Razkritje znanosti, v kateri ni nič mističnega, ampak javnost in pa vsi, mislim, ljudje pač moramo vedeti, kaj je odzadaj. Kemija se morda res bolj s parcialnimi zadevami ukvarja. Ja, zagotovo je to mogoče nek zgodovinsko, ima kemija tak prizvok, nekih parcialnih rešitev, ampak v resnici danes tudi kemija sama za sebe težko obstane, se ves čas povezujemo na eni strani s fiziki, s biologijo in tako naprej. In v resnici tudi sistemi, ki jih kemiki danes raziskujejo, so čedalje bolj kompleksni po eni strani, se ukvarjajo z živo naravo, biologijo in tako naprej. Po drugi strani pa, če tudi kemija rešuje neke zelo parcialne probleme, recimo, da se ukvarja z neko najbolj preprosto kemijsko reakcijo, kot je sinteza amonijaka, ima to potem izjemne posledice, ker v resnici rešujemo problem preskrbe z gnojili, kar ima potem posledice za proizvodnjo hrane in tako naprej. Tako da kemija mogoče se zdi res nekako izolirana ali pa zelo ozko usmerjena v neke svoje vrtičke, ampak mislim, da danes praktično za vse veje znanosti velja, da same za sebe težko obstanejo. Tudi če pogledam, kaj jaz počnem, je nekje na presečišču med kemijo in fiziko. Tako da ni več to tako zelo ločeno, kot je bilo včasih. In mogoče se na nek način vračamo spet malo dlje v preteklost. Prvi znanstveniki, oziroma približek so bili filozofi. Doktorat je še danes se imenuje doktor filozofije v angleščini. Potem se je nekako začela ta znanost drobiti na vede in podvede, zdaj pa spet ugotavljamo, da pa mogoče je treba jih združiti. Tako da, ne vem, smo naredili en krog očitno v zgodovini. Doktor Turk, vi ste biolog, biotehnolog. Vi ste bolj na presečišču, tako bom rekla, globalnega gledanja na znanost, pa tudi parcialno, Ali je to recimo za vaše polje razumevanja teh problemov nekoliko drugačno, kot so vaši sogovorniki govorili? Ne bi rekel, zaradi tega, ker tako kot je že kolega Huš povedal, danes pač znanost ni več parcialna zadeva, ampak je povezana, povezuje se pravzaprav na globalni ravni in daleč od tega, da bi lahko sploh obstajala v nekih zelo zaprtih zelnikih. Te časi so že zdavnaj mimo. Ta
bi rekel, sploh v biologiji, recimo, biologi smo vedno tudi med naravoslovci sloveli kot bolj, bi rekel, mehki znanstveniki, ker so se nas tudi nekako vsi drugi fiziki in kemiki predvsem predstavljali kot neke zanesenjake, ki z nekimi metulnicami letamo tam po nekih travnikih, ampak dejansko biologija seveda stališča spoznavanja organizmov, urejanja sistema živih bitij je recimo od 16. pa tam nekje do sredine, pravzaprav 20. stoletja veljala za tako vedo. V zadnjih recimo 50-70 letih je pa v biologiji, sploh po odkritju DNA, molekule nastal en tak quantum leap, blazen preskok, ker je pa biologija postala pravzaprav, bi lahko rekel, kar vodilna naravoslovna veda, zaradi tega, ker vse, kar se danes pomembnega dogaja, se pravzaprav dogaja jasno z različnimi znanstvenimi pristopi tudi drugih naravoslovnih disciplin, ampak se pravzaprav dogaja v polju biologije. In vse tiste pomembne stvari, ki se dotikajo današnjega sveta, od podnebnih sprememb, pridelave hrane, medicine, recimo raznih oblik iskanja novih farmakov, zdravil, do seveda zelo perečega problema izgubljanja, te neverjetne hitrosti izgubljanja biodiverzitete, je pravzaprav posredno ali pa neposredno nekje tisto, za kar biologija daje osnovna znanja in osnovna vedenja. Tako da to je, jaz mislim res biologije danes ne vidim kot neke parcialne vede, daleč od tega. In pa seveda, če se lahko vrnem malo nazaj še na to demistifikacijo znanosti, ki ste jo omenila, malo mogoče tudi bolj z fiziološkega aspekta, pač treba je nekaj vedeti, da kakorkoli pogledamo v zgodovini, je znanost pravzaprav poganjala razvoj. Razvoj je rojeval nove tehnologije so pa jasno vplivale na družbo. In brez sprememb tehnologij tudi ne bi bilo družbenih sprememb. Tako, če pogledate nazaj, recimo, nek fevdalizem, jasno je bil do izuma, parnega stroja, do izuma, ki je povzročil neko industrijsko revolucijo in potem jasno se je zgodil preskok v kapitalizem, v bistveno bolj napreden družbeno-ekonomski sistem, sicer seveda z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi, ampak vendarle je bil to sistem, ki je bil precej bolj napreden, temeljil je pa v bistvu na tehnologiji. In to, kar se nam danes dogaja, recimo, ko prehajamo v neko postindustrijsko, oziroma smo že zdavnaj tam, in govorimo zdaj o teh neverjetnih prebojih v digitalnih tehnologijah, v umetni inteligenci, to bo verjetno spet rodilo nek preskok v neki družbeno-ekonomski paradigmi, ki pa je danes že tudi pravzaprav tukaj. In tako kot je rekel kolega Klepec, zdaj smo v nekem prehodnem obdobju, v nekem polju niča, kjer verjetno se bo prej ali slej izkristalizirala neka nova podoba družbe kot take. Zdaj, a bo ta boljša ali bo slabša, jaz, kar se tega tiče, upam, da bo boljša, čeprav vsa dogajanja, ki pa so zdaj okrog nas, pa k temu ravno ne napeljujejo, ker smo v enem stanju, ki res ni razlog za nek optimizem. Ampak, če gledate v zgodovini, vso človeško zgodovino, je pa vendarle znanost in tehnološki razvoj prinesel nek napredek tudi v družbeno-ekonomskem sistemu in v družbi kot celoti. To bi bil recimo moj pogled. Ja, no, ampak poglejte, tu ste seveda vsi prikazali neko sliko nekega razvoja. Zanima me pa nekaj, ko govorimo o tej demistifikaciji. Vse te, mislim, v zadnjih časih evropske recimo raziskave pa kaže na nek način nezaupanje v znanost. Pa me zanima, kje to korenini.
Inženir Domjan, niso vsi tako navdušeni kot vi, ki mislim, da ste rekli, da živimo v zelo turbulentnem, zanimivem času, kjer razvoj ni šel, ali pa recimo v zadnjih desetletjih ni bil tako viden, kot je danes, ne? In komaj čakate, kaj se bo novega zgodilo. Sedaj vi ste specialist nekih posebnih usmeritev, posebnih praks. Pa me zanima, zakaj se to zaupanje s tako visoko oceno, nezaupanje v znanost izkazalo in je zelo simptomatsko zlasti za naš prostor, mislim, za slovenski prostor. A imate kakšno razlago tu? Samo trenutek, nekaj težavite. Ko govorimo o demistifikaciji znanosti, ki se interpretira v medijih, seveda obstajajo ljudje, ki jo tako čutijo. Verjamem, da so to v prvi vrsti znanstveniki, ki so še nekaj 10 in več let nazaj pravzaprav živeli v miru svojih predavalnic, svojih simpozijev in pravzaprav niso bili tako na očeh javnosti. Danes se seveda z novimi mediji so pravzaprav soočeni z vsako izjavo. Takoj dobijo v nekaj minutah komentar na svoja dognanja, na svoje zadeve, ki jih dajo, in to ne prihaja več samo iz znanstvenih krogov, ampak to komentirajo tudi tako imenovani laiki, na koncu koncev tudi ljudje, ki mogoče res lahko rečemo, da nimajo veze o sami temi. Zdaj, a to pomeni demistifikacijo? Mislim, da ne. Mislim, da se je znanost z internetom kot novim medijem pravzaprav znašla v nekem precej širšem prostoru in se zaenkrat še ni znašla. Jaz ta sodobni medij, internet, družbena omrežja pravzaprav lahko vlečem paralelo na prve knjige, s katero je pravzaprav znanost vzela primat cerkvi. Dokler knjige nismo znali tiskati, so knjige pravzaprav bile večinoma v lasti zelo ozkega števila ljudi. Vsi ostali so poslušali samo interpretacijo teh ljudi, ki so te knjige imeli, pa še recimo vemo, da jih je bilo ogromno v latinščini napisanih. No, ko so se začeli tiskati, si lahko knjigo odnesel domov, si jo bral, se pogovarjal z nekom drugim o njeni vsebini in nastala so druga mnenja o isti vsebini, ki je bila v teh knjigah napisana. Danes se znanost sooča s tem, da ko neko znanstveno odkritje se razkrije ali pa znanstveno mnenje, kar naenkrat se ga začne interpretirati, ne vem, tudi v kavarnah, v osnovni šoli, ljudje, ki pač se jim zdi, da jih to zanima. Jaz temu ne bi rekel demistifikacija, ampak širitev, in zadeva zagotovo nima samo slabih strani. Enostavno se tudi izven obstoječih znanstvenih krogov verjetno najdejo ljudje, ki potem najdejo neko idejo za neke izume, za patente, zadeve se začnejo širiti hitrejše. Seveda pa je okrog tega tudi ogromno šuma, nečesa, ki nima na prvi pogled smisla, ampak to je življenje. Ne more biti vse zlato, ne. Jaz mislim, da enostavno znanost danes z tem številom znanstvenikov, z vso to prepletenostjo, ki so vsi moji predhodni sogovorniki danes povedali, da vse branže, vse veje znanosti sodelujejo med sabo, pravzaprav brez vse te komunikacije in včasih tudi napačnih interpretacij v medijih ne more iti naprej. Enostavno se tem treba soočiti, ampak to je na znanstvenikih samih.
ali se bodo naučili živeti s tem, ali bodo šli pa nazaj, tako kot je šla cerkev nekaj stoletij nazaj. Zanimivo stališče, ja. Zlasti to recimo, kar ste rekli, da seveda družabni mediji so dali prostor vsem. Recimo nekateri razumniki, kot je bil recimo Umberto Eco, je rekel, da seveda družabni mediji so vešči množičnega poneumljanja, kjer se lahko vsak oglaša. Nekdo je prej rekel, da, ali pa ste mogoče celo vi rekli, da se seveda na družabnih medijih oglašajo znanstveniki, seveda s svojimi interpretacijami, s svojimi dosežki, tudi recimo s področji, ki jih niso tako vešči. To se v recimo teoriji pozna kot ta Dunning-Krugerjev efekt, kjer sami znanstveniki opozarjate na recimo vaše kolege, ko nekdo javno nastopa recimo na družbenih omrežjih in daje neke meritorne izjave o stvarih, o katerih ni vešč. Pa me zanima, kako pa ostali gledate na te stvari. Ja, doktor Huš, imate vi kakšno izkušnjo, mnenje, kakorkoli? Ali se mora kemik vedno samo o kemiji vedno? Ja, to je zdaj zelo široko vprašanje. Zdaj, če začnem pri družbenih medijih, se ravno ta teden recimo bral statistiko v Nature, da so letos dejansko opazili, da se je število znanstvenikov, ki se oglašajo, konkretno so bili podatki za Twitter, ampak mislim, da je tudi na drugih družbenih omrežjih enako, da se je to število zmanjšalo. Torej, znanstveniki so letos bili manj pripravljeni se javno izpostavljati, komunicirati prek družbenih omrežij. In potem so naredili tudi neko anketo in so jih sistematično povprašali, zakaj, in odgovori so bili precej podobni, in sicer, da je bilo enostavno preveč nadlegovanja, trolov in pa tudi, da je bilo vse skupaj na koncu kontraproduktivno, skratka, da pač ni bilo nobenega efekta od tega, kar mogoče je priča o neki negativni plati družbenih medijev. Seveda smo pač znanstveniki, ki smo v službi javnosti na nek način, konec koncev tudi javno financirani, zavezani javnosti predstavljati stališča, mnenja, odkritja in tako naprej. Zdaj vprašanje je, kaj je primeren forum, da se to počne. In potem pridemo do naslednjega vprašanja, zakaj smo kompetentni. Zdaj, recimo na RTV imajo recimo dobro taktiko, oziroma dobro pravilo, če recimo komentiram jaz kot doktor znanosti neke stvari, ki niso vezane z mojo ozko specialnostjo, nisem podpisan kot doktor, kar je zdaj neka malenkost, ampak pač priča o tem, da samo zato, ker je nekdo znanstvenik, ga to še ne naredi kompetentnega za komentiranje vseh znanstvenih stvari, kaj šele, širše družbe in tako naprej. Oziroma, iz svoje ozke specialnosti lahko si privoščiš tudi mogoče bolj kontroverzne izjave ali pa pač nekaj, kar je utemeljeno na lastnih raziskavah, medtem ko kadar komentiramo neke bolj obče znanstvene stvari, takrat pa pač ne podajamo več lastnega mnenja, ampak smo zavezani podajati konsens, ki trenutno obstaja. Se pravi... A niste recimo znanstveniki konec koncev ste šolani za to, da imate nek kritično distanco tudi do stvari, tudi seveda dolžni komentirati recimo družbene pojave, ki so seveda nekega popolnoma laičnega vidika težje razumljivi. A ne vključuje to konec koncev tudi vaš habitus, Tudi, ampak se pravi, treba je vedeti, za katere stvari smo pač res kompetentni, za katere pa mogoče lahko podamo neko mnenje ali pa pač splošno nekako, kaj je pa pač naša specialnost. To je recimo pomembna razlika. Ja, lahko jaz dodam. Ja, doktor Turk, izvolite. Jaz se s takim pristopom v bistvu ne strinjam, zato ker mi smo vendarle intelektualci, ki moramo biti majčkeno bolj široki in eruditski po svoje in
družbeni problemi, ki se dogajajo v družbi in problemi, ki pravzaprav jih ta družba naslavlja, ne morejo iti kar mimo nas in reči, mi smo samo zato, ker smo doktorirali ali pa samo za tisto, na kar se res poznamo, ne. Ker če bi bilo temu tako, ne, potem bi bila dejansko celotna družba zaprta v neke mehurčke, podobno kot so zaprta družabna omrežja oziroma družbena omrežja, kjer somišljeniki v svojih mehurčkih pravzaprav iščejo eno samo resnico in se znotraj takih mehurčkov počutijo tudi varne, ne. Včasih se je pač treba izpostaviti in mislim, da je neka kritična distanca do tistega, kar se dogaja za enega intelektualca, nujna, ne. Mislim, brez tega pravzaprav družba ne more biti neka zdrava družba. To je ena stvar, ne. Druga stvar, ki pa je pa ta, ne, da znanost, recimo zakaj na začetku ste izpostavili, da pravzaprav ima znanost predvsem v Sloveniji, ne, neko zelo slabo podobo, ne. Zdaj, jaz bi rekel tako, ni bilo temu vedno tako, ne. Covid je pa marsikaj spremenil in problem je bil po moje ta, da trenutno znanost v Sloveniji oziroma tudi podoba znanstvenika, raziskovalca ali pa nekega akademika v tej družbi nima prav posebne veljave in simpatij je v tem, da so pravzaprav med Covidom, ne, znanost nekako enačili s politiko, z odločitvami, ki so bile strogo politične, ne, ki so pa seveda vključevala tudi strokovna mnenja, na katere se je ta politika sklicevala, ne, in zaradi tega je podoba znanosti v Sloveniji zelo padla, jasno v navezi z raznimi družbenimi oblikami pač komentiranja, ne, ki pa seveda je na nek način vedno posledica nekih dejanj, ki se dogajajo znotraj političnega, ne. In zaradi tega jaz rekel, da ta podoba znanosti trenutno v Sloveniji, pa tudi v Evropi ni realna. Namreč, treba je vedeti to, da če Covid ne bi bil taka pandemija, ne, ki je pravzaprav prizadela vsakega, mislite, da bi se toliko in toliko nekih polemik na družbenih omrežjih dogajalo? Sigurno se ne bi, ne. Znanost bi pa ta problem v veliko večji meri lažje in bolj v miru reševala, ne. V tem primeru je šlo pa za to, da je bilo treba ves čas pravzaprav na te neke nepreverjene trditve, ki so se širili po družbenih omrežjih, odgovarjati, ne, in v tem primeru jasno je pa to postala precej zahtevna naloga, ne, ker treba je vedeti nekaj, ne, pač v teh družbenih mehurjih, ne, ni urednikov, ne, ki bi filtrirali ta mnenja, ne. Pač to ni časopis, kjer imaš glavnega, imaš odgovornega urednika in nek časopis, recimo, če vzamemo banalno sobotno prilogo, ne bo pač objavil ravno vsega, kar tja noter pride. Medtem ko na spletu, na družabnih omrežjih je pa to nefiltrirano in lahko pride tja praktično vse, ne. Tako da to je nek moj pogled na to, no. Zakaj trenutno ima znanost v Sloveniji, pa mu verjetno tudi širše, tako slab pogled, in to je še samo dodaten razlog, da moramo pač znanstveniki na take stvari reagirati in se ne zapirati v neke svoje zelnike, pa reči, to me ne briga, kaj če se ne morem nič narediti. Ne, jaz mislim, da moramo imeti svoje mnenje, ne, in ga tudi povedati. Ja. Doktor Klepec, filozofi ste tako rekoč nepoklicani, da komentirate družbene probleme in procese. Jaz bi rekel, da mi je všeč debata, kot se je razvila. Mislim, vsemi tremi sogovorniki se na nek način strinjam, no. Mislim, so vsi pomembne stvari izpostavili na nek način, ne.
Zdaj, problem, zakaj znanost nima tega ugleda, ki bi si ga nedvomno zaslužila, je zelo kompleksen. Ne? Je povezan tudi z zatonom avtoritete, oziroma nekateri govorijo o krizi avtoritete in tako naprej. Ampak to se govori že 100 let. Ne? In na nek način je to povezan tudi s tema dvema velikima, niti ne bi glih temu rekel, svetovnima nazoroma, čeprav to nista, pesimizmom pa optimizmom. Ne? Ta pesimizem, da gre svet še dalje na slabše, da bomo da bo konec sveta, tako naprej, povezan z dogajanji po prvi svetovni vojni. Oswald Spengler je napisal Zaton zahoda in danes se na to veže prav vse, no, da je propadla družina, da moški ni več moški, pa tako naprej, pa tako naprej. Ne? Mislim, skratka, to je deloma povezano s tem. Na drugi strani imamo nek optimizem, ki pa je povezan z razsvetljenstvom, kot je nastalo v 18. stoletju. Razsvetljenstvo pa je pomembno za znanost. En izmed kolegov je že omenil javnost. Seveda, javnost je ena izmed ključnih kategorij, ki jo naslavljamo pri svojem delu. In Immanuel Kant, en tak filozof, ko bo naslednje leto 300-letnica njegovega rojstva, je v nekem zelo znanem spisu dal geslo razsvetljenstva, imej pogum uporabljati svoj razum, in tako naprej. Je pa tam v tistem istem spisu tudi sam že na nek način nakazal te omejitve, ker mislim, da je gospod Huših že na nek način izpostavil, se pravi, Kant reče, uporabljaj svoj razum, to da ubogaj. Ubogaj, ker si del nekega družbenega stroja in tako naprej, in ker se spoznaš sam na neko svoje specifične stvari in tako naprej. Se pravi, znanost je v tem precepu, precepu naslavlja se na vse, je univerzalna, ni zdaj neka slovenska znanost, ne vem kaj. Znanost je znanost, ne more biti lokalna ali pa nacionalna. Na drugi strani je pa po drugih plateh povezana z družbo, recimo univerza ima ostanke feudalnih reči, hierarhija je strogo vojaška in tako naprej, da ne bom zdaj tukaj tako govoril. Zdaj, zakaj smo tako zelo nezaupljivi v zadnje čase, jaz to ne bi vezal samo na družabna omrežja, na nek način. Neka politika ali pa kultura strahu je že dosti časa povezana z nami, je nasledek hladne vojne, je eksplodirala v 90-ih in imela svoj zagon z vojno proti terorizmu, in te družbeni, družabni mediji so te afekte, te strahove zelo dobro izkoristili, ker so vezani na klike, in ker to prinaša nek določen profit. Naš problem je bil samo v tem in je še vedno, ker to ni regulirano. Na nek način imamo upraviti popolno neregulativo in to škodljivo vpliva na družbo kot celoto. In del tega seveda pokasira tudi znanost, ki pa, kot rečeno, vsaj po mojem mnenju, ni doživela teh udarcev samo zaradi družbenih medijev. Jaz bi mogoče omenil en tak zelo znan primer, kot so dejstva o kajenju. Začetek 50-ih let so znanstveniki že odkrili nedvomno povezavo med kajenjem in rakom. In kaj se je zgodilo? Industrija je najela svoje znanstvenike, ki so začeli objavljati tudi raziskave. In od takrat naprej imamo pravzaprav v vseh medijih, smo priča temu, da v eni in isti stvari imamo lahko tudi 5 različnih tako imenovanih znanstvenih raziskav. Recimo, ne vem, krompir, če jemo krompir, bo to prispevalo k temu, pa temu, pa temu, potem pa hkrati dobimo popolnoma drugo informacijo že spet. Oboje je recimo nekako raziskano in zdaj moraš res imeti čas in pogledati, kaj in kako je bil ta vzorec, kako je bila narejena raziskava, spoznati se je treba, ker pa povprečen bralec enostavno ne more. Tudi je treba vedeti, kdo je financiral kaj in s kakšnim ciljem in tako naprej. Skratka, hočem reči, da problem znanosti je, ker je del tega sveta, je tudi del teh denarno-kapitalskih odnosov na nek način. In tega se ne more na nek način losati. V idealnem svetu bi morala seveda znanost, kot je rekel en izmed mojih predhodnikov, služiti javnosti in služiti vsem. Se pa dogaja, da ne. In se pa tudi strinjam s tem, da kot znanstveniki, se pravi, ki imamo neko izobrazbo ali pa neko, bi morali imeti neko kritično distanco do sveta in mnenje,
ki je pač vedno mnenje in eno mnenje velja enako kot drugo, ustrezno kritično podpreti, v tem, kar se danes dogaja. Tako da se tudi strinjam te zelo argumentirane teze o tem, da pravzaprav, kar se je dogajalo s covidom, enostavno tudi prispevali k temu, je pa dejstvo, da so še drugi procesi tukaj, ki prispevajo k temu, padanju ugleda. Ugleda. Inženir Domjan, vi ste prej izrekli eno zanimivo opažanje, in sicer, da se je, nekako ste rekli, da se je pri nas, kolikor se zavedamo tega, znanost začela s tiskanjem knjig, se pravi tam nekje pri Trubarju, in da seveda se je to postopoma širilo, ker so se ljudje vedno bolj postali ozaveščeni, kar se glede dogodkov. Pa me zanima, a vi mislite, da so družbena omrežja, ki so se potem seveda pred recimo 10-20 leti pojavila, a sesuvajo znanost danes? Mislim, da ne sesuvajo. Pač družbena omrežja so del naše današnje stvarnosti, tako kot je bil COVID. Na eni strani imate na njih del ljudi, ki bodo postali znanstveniki. Ko nek 10-letnik pride na družbeno omrežje, to še ne pomeni, da bo zdaj okužen in ne bo postal znanstvenik. Nekateri ravno zaradi družbenih omrežij postanejo znanstveniki, potem grejo študirati in končajo in tako dalje. Tako da pač družbena omrežja so del današnje stvarnosti. Ko se danes tukaj malo sprašujemo tudi, zakaj je recimo slovenska znanost ali pa globalno, je bilo tudi rečeno, znanost mogoče v nekoliko slabšem položaju kot prej. Sam recimo se res ne ukvarjam z vzroki, ki so pripeljali do tega, ker marsikdaj ti vzroki niti ne obstajajo. Recimo ne obstaja vzrok za COVID. Kako naj bi jaz planiral COVID pa razmišljal? COVID je priletel v naše življenje praktično v 24 urah. Sam sem imel to priliko, da sem pravzaprav v 24 urah, ne ker sem zbolel, ampak ker sem imel prijatelje v Italiji, ki so se s tem soočili in to je priletelo, bi rekel, z neba, tako kot lahko začne neka nevihta ali ne vem kaj. Živimo, ne vem, v času, ko se planet ogreva, živimo v času, ko imamo smeti, živimo seveda tudi v času te informacijske tehnologije. Zame so to vse elementi, za katere vem, da obstajajo in na osnovi njih razmišljam o tem, kakšno prihodnost želim. Torej, zame ni vprašanje, v kakšnem položaju je danes znanost in zakaj je do tega prišlo, temveč kako bo znanost iz tega prišla ven. Se pravi, ali jo sploh zanima, da bo enkrat bolj priznana. Ne vem, mogoče jih pa zanima, da se zaprejo v svoje predavalnice, v svoje pisarne in živijo svoje življenje in v miru raziskujejo naprej. Dejstvo je, da obstaja velika razlika med ljudmi, ki raziskujejo, in ljudmi kot jaz, ki iščemo neke stvari, ki bodo prišle v kratkem na trg, ki bomo jih lahko prodali ljudem, ko razmišljamo o potrebah ljudi. Jaz ne verjamem, da večina znanstvenikov, ko raziskuje, bi rekel, robove, fizike, kemije, ne vem česa, razmišlja, ali to ta trenutek ljudje potrebujejo. Verjetno ne. Tudi bi bilo nesmiselno, ker je to čisto nek drug način dela. Moj način dela je pa pravzaprav in moj pristop in ljudi, s katerimi živim, mi gledamo nekaj let naprej. Kako bomo pravzaprav ljudem ponudili rešitve, da bomo zmanjšali porabo energije, da bomo zmanjšali onesnaževanje, da bomo zvišali kakovost življenja. Ker to vemo, da so stvari, ki jih ti ljudje potrebujejo. In seveda potrebujejo tudi družbena omrežja kot del zabave. Mislim, družbena omrežja danes, če bom tako rekel, bolj uničujejo televizije in radijske postaje, na katerih ste tudi vi delali, kot pa moje znanstvenike, ker vse živo nastaja nekaj novega. Ampak to je tukaj, in danes dobivamo tudi še umetno inteligenco, ki je tudi na videz priletela nekje iz zraka, čeprav smo jo vsi, ki se s tem ukvarjamo, že nekaj let pričakovali in pravzaprav se ves
koledar razvoja umetne inteligence pravzaprav na četrtletje natančno dogaja že desetletja. Se pravi, mi vse to vemo, da prihaja in danes nekaj pa prišlo v javnost, pa se začnejo nekateri celo spraševati, da bi bilo to treba regulirati ali celo prepovedati. Ne moreš prepovedati stvari, ki pridejo ven. Tako kot ne moreš prepovedati oblačnega vremena, ne moreš prepovedati družbenih omrežij, tega, da ljudi prek njih klepetajo, da govorijo neumnosti, ker ni res, ne? Na družbenih omrežjih se izmenjujejo tudi zelo pametne informacije. Res pa je vse transparentno, vidno, vsak lahko nekaj vidi, ampak saj ne beremo vsi vsega, ne? Jaz sem nekaj časa šel v en sam osebni eksperiment, da sem na družbenem omrežju odprl še en drug profil, kjer sem lajkal in vse čisto nekaj drugega, kar mi ni všeč. In seveda sem po nekaj mesecih ugotovil, da tako ali tako nimam časa za tisto, ne? Torej, to, kar jaz vidim na družbenih omrežjih, je že prilagojeno meni, nikakor ni vsem. In verjamem, da ljudje, ki so v svojih strokah, ki imajo svoj krog prijateljev, vse vidijo in uporabljajo družbeno omrežje popolnoma drugače kot jaz. Pridejo pa seveda mediji, ki iz tega znajo narediti afero, pridete na glavne TV novice, pridete v glavne časopise z marsikatero neumnostjo. Zakaj? Ne? Zato, ker pač vsi radi to beremo. Vsaj na koncu koncev tudi znanstveniki se radi nasmejijo dobrim šalam. Zdaj, te, ki so včasih na internetu, jaz ne bi dal kategorijo dobrih šal, so pa zagotovo to zadeve, ki izredno dobro prodajajo klasične medije, ki tudi imajo težave in iščejo, kako bi prodale kakšno sekundo svojega programa ali pa kakšen nov izvod časopisa. Tako da vsi smo pač v neki taki zgodbi in potem se nam zdi, da se nekaj dogaja. Jaz bom še enkrat... Veste kaj? Recimo, sprašujem vas tole. Iz vašega govorjenja sledi, da ste na nek način zelo pozitivno naravnani do vseh in kome pričakujete nekih novosti, recimo v okviru, če govorimo o umetni inteligenci. A veste, tega bi si človek želel, da je bolj prisotno, ne pa da srečujemo, pa niti ne tako redko, tudi med intelektualci neke defetistične izjave, da bo umetna inteligenca napoveduje konec sveta. To so pa nekoliko ne gre, ne? Ja, vsak vulkan lahko napoveduje konec sveta, pa vsak tsunami, pa vsak meteor, ki se približa Zemlji. Zdaj pravim, ne, dejstvo je, da en del človeštva je že stoletja in tisočletja verjetno živi v tem, da straši ljudi okrog sebe, da se bo nekaj zgodilo, itak ne morajo nič narediti, da se to ne bi zgodilo, ne. Jaz živim, tako kot sem rekel, v krogu ljudi, ki razmišljamo, kako narediti življenje ljudem lažje, zanimivejše in da nas bo lahko na tem planetu živelo na koncu koncev nekega dne tudi 20 ali 30 milijard, kar eni danes tudi rečejo, da ni možno. Jaz pač mislim, da je možno in da če bomo ljudje delali na tem, bomo imeli ravno tako čist zrak, čisto vodo, normalna življenja in vse. Tako da to mi ni tak problem. Dejstvo pa je, ne, da seveda ni več ene resnice. Ne. Če priznavam pač več resnic, nobenemu več, tudi jaz ne verjamem več, tudi nekaj znanstvenikov ne, ker so, različna mnenja so in to je dobro, ker ključna zadeva, ki jo pa družbena omrežja in vsa ta nova tehnologija omogoča, je, da je en človek v svojem življenju soočen z neverjetno količino informacij, ki jih lahko potem uporablja za to, da razvije nekaj novega. Ampak to moraš imeti željo in to seveda niso vsi ljudje. Eni želijo imeti udobje, da je vsak dan enak včerajšnjemu dnevu, da se nič ne spreminja in tako dalje. So pa vsi zadovoljni potem, ko dobijo, ne vem, nov telefon, ko dobijo očala, ki so lahka, slušne aparate, ki omogočajo življenje, boljši avto in tako dalje. Pač en to mora narediti, ne? In en del ljudi je takih, da gledamo na stvari pozitivno, vse to razvijamo in seveda ta svoj pozitivizem tudi delimo z vsemi ostalimi.
nikakor pa si ne bi želel sveta, da bi bili vsi taki kot jaz. Zelo lepo je, da smo različni in da se sploh lahko pogovarjamo o tej različnosti, ker ravno te različnosti peljejo svet naprej. No, še ena zadeva, ki na nek način, mimo katere ne moremo v tem pogovoru, gre za prihodnje generacije. In kot kažejo študije, praktično ni razmisleka ali pa je zelo malo, kaj take razmere, o katerih ste zdaj govorili, pustijo na mladi generaciji, to je zlasti na generaciji, ki jo označujejo z, to se pravi z generaciji, ne. To so tisti, ki so rojeni po letu 97 in seveda pozneje, ne, in se vedno težje znajdejo v tej godlji, v katero so padli. In kot kaže, mladi postajajo tudi vse bolj osamljeni, nestrpni do drugačnih mnenj. In kar je nekaj zanimivo, ne, to se zelo opaža na univerzah, ki so nekoč tudi vabile različne gostujoče predavatelje, to mnogi ste med njimi tudi vi, a ne? In so se začele univerze pri tem izgubljati, ko so se na študiji začele opisovati te generacije Z. In kaj je razlog? Navajajo, da so da se študentje vedno manj strinjajo s predavatelji, celo menili so, da so predavanja čustveno ogrožujoča, nasilna. In kako v tem kontekstu razumeti stališča, da je internet z družabnimi omrežji pripeljal znanost v težave? Kako ta sklop recimo nekoliko pojasniti? Imate kakšne izkušnje? Ja, kaj? Lahko sam jaz. Doktor Klebec, ja, povejte. Ne, samo mogoče repliciram gospodu Domjanu. Jaz, ko sem govoril o regulaciji, jaz sem mislil na to, da če se podpišeš s pravim imenom in priimkom, je za mene dovolj regulacije. Se pravi, jaz ne mislim, da bi bilo treba karkoli prepovedovati, ne. Sam to sem mislil s to regulacijo, ne. Ker dejstvo je, da se pač podtalno se skozi čistijo ta družabna omrežja, ne. Pač ljudje na Filipinih ostanejo za nas v sredi noči, pa vse skupaj brišejo sproti, pa tako naprej. To se skozi dogaja. Pa pustimo to. Zdaj, kar se tiče te ocene mlade generacije, da je padla v godljo, mogoče jaz ne bi preveč splošno. Jaz imam zelo dobre izkušnje tudi s novo generacijo, ki prihaja. Po dolgem času prihaja ena taka zelo kritična generacija. Tako, no, mislim, pri nas, pri filozofih je tako, na vsakih 7 let pride nekaj takega, no, tako, vsakih 7 valov, pa tako. Tako da mogoče jaz ne bi to čist posploševal s tem. Zdaj, to, kar ste bolj omenila, mene bolj spominja še na zahodni svet, na te cancel pa na woke culture, ne, kjer se enostavno nekdo lahko z vsem prepozna kot neka žrtev, da si ga z nečim užalil, karkoli že, in moš naprej povedati, preden začneš predavati, da bo predavanje vsebovalo to in to, in da če se bo kdo čutil slučajno prizadet, ga moš iti. Kolikor sem jaz predaval v tujini, sem sicer to naredil, ampak na srečo sem bil na takih inštitucijah, kjer kakšnih posledic ni bilo. Poznam pa primere, kjer so bile kar hude reči, ne, skratka s tem, ne. Jaz upam, da se to k nam ne bo preveč razširilo, no. Vsaj to ne, no. Če pa se bo, potem pa so pa res mračne, je pa res mračna prihodnost pred nami, no. Če ne moreš kakšnih stvari kritično povedati, ne da bi koga pri tem užalil, govorimo o znanstveni govorici, ne, znanstvenih tezah, ne kakšnih poljudnih, ne, potem je pa res hudo, ne. Toliko bi jaz sam pripomnil. Ja, kako pa vidva vidite, mislim, naravoslovca, no, pogojno rečeno, a ne, profesor Turk pa doktor Huš, kako vidva vidite recimo to vprašanje, ta problem, ta pojav? Ja, mislim, te stvari so zelo kompleksne, ne. Zdaj, jaz sem v temle pedagoškem poklicu že skoraj 40 let, ne, se pravi, nekako se tudi smatram bolj za pedagoga kot za nekega zelo vrhunskega znanstvenika, ampak tako da imam precej vpogleda v to, tudi dolgo let sem bil predsednik maturitetne komisije za biologijo.
več kot 16 let, ne, tako da mi je pravzaprav to zelo dobro znano. Ampak če bi, tako kot je kolega Klepec rekel, ne moramo posploševati. Ja, generalno gledano so te mlade generacije, predvsem ta generacija Z, ki jo omenjate, ne, na nek način veliko bolj družbeno angažirane, ne, po drugi strani pa pač njihov obseg, recimo, zmožnosti nekega živega komuniciranja, ne, močno šepa. Ne. In ravno danes sem bral v sobotni prilogi zjutraj od kolega Žagarja z Pedagoškega inštituta, ne, en prispevek, kjer govori o tem padcu, ne, naravoslovne in tudi bralne pismenosti pri teh raziskavah PISA, ne. In govorijo, ko smo že pri teh novih tehnologijah in digitalizaciji vse splošno prisotni, ne, kaj se je zgodilo? Naredili so en poskus, kjer so dali dijakom zareševati naloge preko zaslona, digitalnega zaslona in na papirju, ne, na klasičen analogen način. Ne. In so jim dali možnost izbire, prva stvar. Kaj se je zgodilo? Večina jih je izbrala reševanje v elektronski digitalni obliki in potem tudi on to zelo analizira. Zakaj? Zaradi tega, ker so te tehnologije danes te generacije zelo navajene, glavno jo pa uporabljajo za zabavo in ker jo uporabljajo za zabavo, je njihovo pač pristop tak, da mislijo, da bojo na ta način tudi lažje reševali naloge, ker bo to bolj zabavno. Ne. Rezultati so pa pokazali jasno, da so veliko boljše reševali naloge tisti, ki so jih reševali v analogni, fizični, papirnati obliki, kot tisti, ki so to reševali na zaslonu, ker se da seveda tudi zelo lepo pojasniti z v bistvu zmožnostjo koncentriranja, ne? Ker digitalizacija in skakanje, ne, iz ene informacije na drugo v zelo kratkem časovnem obdobju, ne, zelo ruši koncentracijo. Če pa ti moraš nekaj prebrati, o tem govori tudi recimo ta ljubljanski bralni manifest, ki so ga predstavili na frankfurtskem knjižnem sejmu, ne, da pač branje zahteva ne branje nekih kratkih novic, notic in tako naprej, ampak poglobljeno branje nekega zahtevnega teksta zahteva koncentracijo. In kar jaz opažam pri današnjih študentih je ravno to. Ne, da bi bili manj pametni, daleč od tega, ne, da bi bili manj zainteresirani, ampak enostavno niso sposobni zdrževati neke potrebne koncentracije, ki jih zahteva nek problem in njegova rešitev. Ne. Ker so s temi mediji, ki so jim na razpolago, danes soočeni z tisočimi informacijami, ki jih preklapljajo cel dan, ne, niso pa sposobni prebrati recimo ene knjige in niso sposobni napisati 3 strani nekega konsistentnega eseja, da ne govorimo, da pač je njihov besedni zaklad vedno bolj siromašen. Ne. Ampak to ne pomeni, seveda, da so te otroci kaj manj sposobni. Ne. Samo današnje tehnologije pravzaprav jih na nek način usmerjajo v popolnoma drugačen pristop, kot smo ga bili pa mi navajeni, pa jaz ne rečem, da je bil naš najboljši, ker tehnologije, kot sem že rekel, grejo naprej in mi moramo biti soočeni in pripravljeni na te spremembe. Ne. Tako da, kolega Domjan, ne, jaz se z vami absolutno marsičem strinjam, ne, se pa absolutno ne strinjam s tem, da bi bile pa te tehnologije, ki so nam na razpolago, dobre prav za vse in za recimo tudi neko, ne vem, splošno, tisto osnovno izobrazbo, ki jo zahteva vsaj poznavanje nekih osnov nekega materinega jezika, če smo že ravno v tem. Dajmo še besedo dr. Hušu, pa boste vi potem pojasnili, inženir Domjan, recimo to repliko, a ne, dr. Turka. Ja. Ja, jaz bi se pa kar strinjal, ker, a ne,
sicer po eni strani mislim, da so se že stari Grki pritoževali nad prejšnjimi generacijami, ne, a ni Aristotel tudi bil zgrožen nad njimi in mislim, da je to neka taka rdeča nit skozi vso zgodovino, pač drugačne so, a ne, generacije, ki prihajajo za nami, v nekaterih pogledih boljše, v nekaterih slabše, a ne, to je stvar diskusije. Ampak res je pa tudi to, a ne, da mi smo anatomsko pa še vedno praktično enaka bitja, kot smo bili pred recimo, zagotovo pred 10.000 leti, a ne. In ves ta razvoj, ki se nam dogaja, ne, je pa mogoče je bistveno hitrejši, a ne, kot se lahko mi prilagajamo na to. In če smo recimo v preteklosti ugotavljali, da sedeči način življenja, ne, ki ga imamo danes, ni dober, ne, in mislim, da je to neko dejstvo, o katerem se strinjamo, ker pač naše telesa niso narejena za celodnevno sedenje, je tudi vprašanje, če so naši možgani narejeni za tako količino informacij, pa vse skozi stalne dražljaje, ki jih dajejo današnje tehnologije, a ne. Tako da v tem pogledu se tudi jaz sprašujem, če so vse te tehnologije v vseh pogledih vedno dobre, a ne. Zagotovo imajo pozitivne lastnosti, ampak treba jih je pa pač primerno uporabljati, a ne. In tudi jaz vidim pri delu študenti, a ne, da v tem pogledu manj je več. In tudi nekatere države so že začele stopati korak nazaj in recimo iz učilnic odstranjujejo različno informacijsko tehnologijo, ker so ugotovili, da pametne table niso vedno boljša rešitev od klasičnih, če zelo karikiram, ne. To bi jaz dodal. Ja, inženir Domen, ste vi komentirali kaj to, kar je doktor Turk rekel, da seveda je vprašanje tega navdušenja vašega, a ne, ki ste ga izrazili glede prihodnjega razvoja in vseh dobrobit vseh prihodnjih prebojnih tehnologij, ki seveda posledično ne vplivajo dobro, recimo zlasti na koncentracijo, a ne, prihodnjih generacij, če govorimo o generaciji Z. No, zdaj ste že dve vprašanje. Mislim tako, doktor Turka nisem razumel tako enostransko, povedal je svoje mnenje. Danes smo tukaj imeli kar nekaj različnih pogledov, nismo seveda ravno skladni in tudi nobene potrebe ni za to, da bi tukaj en drugega prepričevali, kdo ima prav, ker prav imamo pravzaprav vsi in nihče. Jaz mislim, da bodo naši poslušalci dobili za vseh nas nekaj pogledov, informacij in bodo lahko naprej ustvarili svoje mnenje, ki je verjetno spet čisto drugačno mogoče v tem trenutku od našega. Živimo pač v nekem času, ko so različni pogledi, ko ne obstaja več, kot sem rekel, ena resnica, obstaja paleta vsega. Jaz si življenje danes predstavljam kot neko valovanje, nobena stvar ni ulovljiva, definirana, živeti moraš pravzaprav z vsem. Vse resnice so enako prave, vse dokler se seveda ne odločiš za eno, ki je potem ena in edina. Ampak to zagotovo nikoli, mislim, da ni dobra rešitev. Če želimo naprej, je najboljše, da živimo tako, kot živimo vsi, da se med sabo pogovarjamo. Mogoče bomo vsi štirje čez eno leto imeli precej drugačna stališča kot danes. Danes imamo pač glede na to, kar je vsak ima za seboj takšna stališča in tudi naši poslušalci verjetno imajo neka svoja stališča o vsem temu in si bodo mogoče nekaj pomagali s tem, kar smo si danes tukaj povedali. Jasno je pa, zdaj tisti drugi del, da tehnologija, kar se koncentracije tiče, dejansko ima ta vpliv. Računalniki oziroma živeti v okolju, kjer ti, ne vem, dobiš nekaj 100 elektronskih sporočil, kjer ti letijo SMS-i, sporočila prek Messengerja in tako dalje, je nekaj, s čemer, bi rekel, vsi tukaj, ki sedimo v naši mladosti, nismo bili soočeni in niti nismo znali naših otrok pripraviti na to, da bi se do tega
obnašali drugače, kar pomeni, da se bodo pač te nove generacije morale znajti same. In mislim, da se bodo. Seveda, jaz bom rekel tako, danes je treba tudi tako pogledati. Predavalnice so večje, kot so bile, ko smo mi šli na fakulteto, študentov je več kot kdajkoli in mogoče je danes študentov toliko, kot je bilo prej srednješolcev. Tako da ta vaša ocena na začetku, kakšni so študentje, je pravzaprav, ko sem jaz bil mlajši, veljala za dijake. V srednji šoli so bili taki pa taki, medtem ko že na fakulteti, ker nas je šlo samo nekaj odstotkov celotne populacije, je bila stopnja razumevanja zahtevnosti precej višja. Jaz si predvidevam, da danes tudi, če gremo danes v naš izobraževalni sistem, da potem ljudje, ki delajo magisterije in doktorate, niso ravno polni teh težav, za katere smo opisali, da naj bi generacija Z imela. Tudi generacija Z ima 3, 4, 5% ljudi, ki so vrhunski, ki bodo verjetno postavili v svojem življenju daljše mostove, kot smo jih mi, višje stavbe, odkrili nekaj novega, na koncu jih čaka osvajanje vesolja, pa ne nazadnje tudi soočenje, kot smo rekli, z umetno inteligenco, njena uporaba in vse ostalo. In s tem se bo ukvarjalo samo nekaj najboljših odstotkov generacije Z, ki ima zagotovo na voljo več znanja, kot smo ga mi imeli na začetku svojih karier. Tako da ne dvomim, da bodo še boljši od nas. Tudi naše generacije, pa če smo korektni in pogledamo malo okrog sebe, niso ravno vsi naši sovrstniki dali vsega od sebe in naredili iz svojega življenja in svoje okolice nekih super dosežkov. Tako da jaz ne pričakujem od nobene generacije, da bo cela vrhunska. Ja, danes se kot profesori verjetno res soočate, da vidite več teh tako zvanih povprečnežev v predavalnicah, kot je bilo to 20-30 let nazaj. To je edina razlika. Ampak to je zato, ker je v predavalnicah več ljudi, kot jih je bilo kdajkoli poprej. Ja, se mi pa zdi, da se premalo govori pa o tem, da so seveda vse te nove tehnologije na nek način disruptivne. Se pravi, da pokažejo učinek šele čez čas. Tako kot vemo iz zgodovine, mislim, da v 18. stoletju, ko so se v Angliji na področju tekstilne industrije pojavljali te ludisti, ki so jim rekli, ki so razvijali seveda te stroje. Pa vidimo, kje so, kako se je ta tehnologija potem danes razvila. No, ampak kakorkoli, samo še kratka ocena, recimo prihodnosti, kakšen je vaš razmislek glede demistifikacije znanosti, a je smiselno o tem še več govoriti, seveda vseh zornih kotov, o mnogo čem ste že danes rekli. Ali mislite, da bo to samo od sebe se na nek način razpletalo in se že razpleta? Kaj, doktor Huš, kakšno je vaše mnenje? Se vas ne Vas sliši? pa ne slišimo. Ne sliši se vas. Mogoče zdaj boljše. Ja. Po mojem mnenju, če pustimo stvari, da grejo same svojo pot, se vedno odkotarijo v neko najnižje energijsko stanje, kar ni vedno točka, kamor želimo priti. Skratka, jaz mislim, da je pomembno, da se o teh stvareh pogovarjamo. Je zelo koristno, da je javnost, mogoče je bil to tudi eden od redkih pozitivnih aspektov epidemije, da je javnost videla, kako deluje znanost kot sistem, se pravi akademija, če se pogovarjamo o znanosti na ta način. In mislim, da je to definitivno neka stvar, v kateri se še splača govoriti. Se bomo zagotovo še pogovarjali o teh stvarih. Ja, doktor Turk, kakšno vaše stališče? Ja, zelo podobno. Jaz mislim, da se o teh stvarih definitivno moramo pogovarjati, da
osnovne stvari v znanosti se verjetno ne bojo spremenile, ker v končni fazi, zakaj znanost sploh obstaja? Ne obstaja zaradi ene imanentne človeške lastnosti, ki se ji reče radovednost. Ne? In ta radovednost bo vedno iskala nove poti, nova spoznanja, nova odkritja, nove pristope, kako do tega prideti. Tako da, kar se mene tiče, ne, se z tega aspekta ne bo prav nič spremenil, je pa seveda res, da glede na vso tehnologijo, ki nam je na razpolago, ne, so znanstvena odkritja vedno bolj dostopna širši znanosti, ki se pa za ta odkritja pač zanima v skladu s tem, koliko ta odkritja vplivajo direktno na njihova življenja. Ne. Če pač govorimo o razvoju nekih novih cepiv, ki naj bi jih prejel vsak zaradi neke pandemije, ne, se to tiče vsakega. Ne. Zdaj, a ima vsak o tem neko mnenje, je drugo vprašanje. Verjetno ga lahko ima, samo v tem primeru ne bo pa morala verjetno znanost povedati, ali je to v redu, ali to ni v redu. In tukaj ne gre, da se razumemo, ne, tukaj ne gre samo za neke polemike na teh družbenih omrežjih z laiki oziroma z ljudmi, ki so bolj ali manj potisnjeni v to zgodbo. Ne. Ampak imeli smo recimo primer, ki mene en primer povem, recimo to, kar je mene spodbudilo, da sem pravzaprav napisal takrat med covidom en zelo dolg članek za sobotno prilogo, sta bile dve stvari. Eno je bil dobesedno fizičen napad proti cepilcem na dva moja kolega, ne, na profesor Jeralo in profesor Štrukla, ne, ki sta se seveda v covidu zelo izpostavila in skušala razložiti, zakaj gre, ne, pa seveda sta doživela pravzaprav dejansko fizičen napad. In druga stvar je bil en zbornik, ki so ga napisali sicer spoštovani ljudje, ki jih tudi jaz precej cenim, recimo kolega Mastnak, pa pater Gržinič, pa recimo nekaj filozofov, ki jih verjetno kolega Klepec dobro poznate. In ta zbornik je imel naslov proti diktaturi enoumja ali nekaj takega v tem smislu, ne, kjer so pravzaprav zavzeli strogo, ne, za moje pojme protiznanstvena stališča in jih skušali tudi utemeljevati z nekimi, rekel, družbenimi dogodki. In praktično v tem debelem zborniku, ki je obsegal, mislim, da okrog 400, več kot 400 strani, ne, ni bilo pravzaprav ene stvari, ki bi upoštevala znanstvena dognanja pač širokega spektra znanstvenikov, od zdravnikov, ne, biologov, farmacevtov, naravoslovne znanosti v celoti. Ne. Tukaj se je pokazala v bistvu tudi neka, bi rekel, nek drugačno mišljenje, ne, recimo naravoslovnih znanstvenikov glede na humaniste. Ne. In jasno, ne, če se nekaj takega zgodi, potem je v tem treba razpravljati, ne, in seveda za nekimi argumenti skušati to znanost demistificirati, ampak jo predstaviti na nek vsem razumljiv, ne, še vedno znanstveno utemeljen način. Ne. In mislim, da bomo mogli to v bodoče ravno tako početi, verjetno še bolj. Ne. Tako da je to konstanten nek proces, ki se mu v znanstveni paradigmi pravzaprav ne moremo izogibati. In tem diskurzu, ne, z drugimi deležniki. Ne. Inženir Domjan, kako vi vidite recimo to potrebo, a ne razlage oziroma govor o demistifikaciji znanosti, zlasti recimo z vašega področja, kjer pa gre razvoj tako hitro naprej, da seveda zelo široka laična javnost težko sledi temu razvoju. Vas je le nekaj, recimo bom rekla, odstotkov, a ne, ki lahko zelo hitro dojamete in sprejemate. Je pa treba seveda
tako kot ste rekli, o tem definitivno govoriti tudi v širšem kontekstu, ne? Vsaj glede uporabe, ne? Kaj vi mislite, kam bo šel ta razvoj? Da ne bomo govorili o tem, ne, oziroma da se ne bomo soočali s tem zelo vehementnim govorom o koncu sveta. Znanstveniki bodo seveda še naprej razvijali tako, kot so do zdaj. Pač študirajo, razmišljajo, živijo v svojih krogih, ki so dokaj zaprti. In mislim, da to vse čisto v redu in da se verjetno tam zelo dobro počutijo. So se pa soočili z tem, da se morajo tudi sami vsake toliko pojaviti v javnosti, da morajo z javnostjo komunicirati. Osebno mislim, da niti najmanj ni njihov največji problem komunikacija preko družbenih omrežij. Vsaj v Sloveniji so vsi znanstveniki zelo odvisni od slovenskih politikov, ki recimo v parlamentu odločajo o delitvi proračuna in s tem tudi o sredstvih za njihove raziskave. No, ti ljudje, ki pa tam sedijo, pa niso daleč v povprečju od tistih, ki so na družbenih omrežjih. To niso znanstveniki, tega se treba zavedati. Torej, znanost, ne gre se samo za to, da ima nekaj zapovedati, da je v redu, da dela skladno z vsem tem, kar delajo znanstveniki po celem svetu. Manjka pač nekaj veščine komunikacije in tega zdaj seveda ne moramo zahtevati od vsakega znanstvenika, tako da verjetno bodo naše inštitucije potrebovale kakšne PR-ovce, ljudi, ki bodo pomagali pri tem, kako sploh komunicirati z javnostjo, ker še enkrat, ne gre za komunikacijo z slehernim prebivalcem te države ali planeta, predvsem imajo problem, kako komunicirati s politiki, da lahko politika sprejme prave odločitve o financiranju njihovih raziskav in da jim da pravilno težo v celotnem sistemu. In če bodo znali prek socialnih omrežij komunicirati, no, pa bodo znali tudi s politiki. Ja, doktor Klepec, še seveda krovno filozofsko stališče. Težko bi rekel, da bi bilo to krovno filozofsko stališče. Mislim, da so moji predhodniki res bistvene stvari izpostavili. Mogoče bi jaz nekaj drugega tukaj izpostavil, ne. Mogoče se navežem najprej na to, kar je gospod Domjan izpostavil, ne, finančno plat, ne. Dolgo časa sem že tudi v raznih telesih pri nas v ARS-u oziroma zdaj ARIS-u in nenehno smo se pač zavzemali, zaradi tega, ker je prišlo do velikega krčenja finančnih sredstev po letu 2011, smo se zavzemali za to, da bi dala pač država na nek način več denarja, da bi s tem omogočila na nek način temeljne raziskave, ker jaz kot raziskovalec sem prepričan, da znanost brez temeljnih raziskav ne more in samo prek temeljnih raziskav se na nek način naredijo res temeljni preboji znotraj znanosti, ne. In nenehno smo potem bili deležni, ne samo v denarju, ampak ta denar je v bistvu, če ga je dovolj, ne, če ga je zadosti, omogoča ne samo to, da smo malo bolj mirni, zlasti mi tukaj, ki smo na humanistiki, smo blazno preobremenjeni z raznimi aplikacijami oziroma prijavami za projekte, ki mimogrede sploh niso financirani, ki se zažirajo tako tretjinsko v naš čas in tako naprej in tako naprej. Možnosti so pa čedalje manjše, da se to dobi. Zdaj, zakaj to govorim? To govorim zaradi tega, ker sem sam, tako kot vsi ostali moji sogovorniki, prepričan v to, da pač v bližnji prihodnosti bo znanost nedvomno dosegla marsikaj nove rezultate in tako naprej, ker zaupam v znanost na nek način, ne. To je moje gledišče. Zdaj, bilo je tudi izpostavljeno kar nekaj stvari, ki pa malo nagovarjajo tisto plat. Jaz nisem sam filozof, jaz sem pač nekdo, ki se ukvarja tudi s psihoanalizo pa s temi drugimi pojavi. In se nenehno sprašujem, kako je mogoče ob vsem tem napredku, pa ob vsem tem dostopnosti podatkov in tako naprej, da imamo opravka z čedalje večjim praznoverjem na nek način, ne? Ker tisti zbornik, ki ste ga vi
gospod Turk omenil, je zanimiv meni zaradi tega, ker tam gre za en poskus, kako pojasniti neko naključje, ki je privedlo do pač te pandemije, ki po drugi strani spet ni čisto naključje, ne. Znanstveniki so že 30 let opozarjali na možnost kakšne take pandemije, pa tako naprej, pa tako naprej. O tem so se snemali filmi, Contagion, pa tako naprej, ne. Se je bilo v množičnem imaginariju bilo že vse to prisotno, a ne. Pa vendar je potem res prišlo do tega, kar je bilo napovedano. Pustimo to. Zdaj, kar se pa tega tiče, pa jaz v bližnji prihodnosti nisem tak optimist, ne, se pravi, boja z neke vrste predsodki, praznoverjem in tako naprej. In tukaj se mi zdi, da je pomembno pa tisto, kar ste tudi vi izpostavili, a ne, gospod Turk, pa mislim, da tudi gospod Huš izpostavil, se pravi, ta funkcija, razsvetljenska funkcija javnosti, pa tudi ta funkcija urednika, ne. Skratka, to zadeva tudi to, da znanstveniki, ki jih bomo proizvedli, bodoči znanstveniki, morajo biti na nek način opremljeni z nekim kritičnim mišljenjem, a ne. Se pravi, čim več tega potrebujemo, zlasti zaradi tega, kar bo pač prineslo še razvoj te umetne inteligence v bodoče, ne. Se pravi, ljudi, ki bodo sposobni uporabiti to, kar nam bo tehnologija dala, in ljudi, ki bodo sposobni tudi kritično vrednotiti, kar nam bo enostavno stroj ponudil, a ne. To je tisto, kar po svoje potrebujemo na nek način. Zdaj, kar se same znanosti tiče, sem jaz optimist. Tu ne vidim kakšnih možnih odstopanj od tega, ne. Znanost bliskovito napreduje, ne. Jaz, recimo, sem bil pretekli teden na ZRC-ju priča enemu dogodku, ko smo govorili o generativni umetni inteligenci, ne, kjer so nas opozorili, ne ChatGPT kar tako govoriti, ne, ampak ChatGPT je že tako napredoval, a ne, da so ogromne razlike med varianto 3, 5, 4, 0, tako da je treba že dnevno govoriti, ne, o dnevih, ne. Ta dan sem jaz naredil ta in ta eksperiment, ne. Tako hitro gre ta razvoj naprej, ne. Nedvomno bo, ne vem, saj imamo še eno leto v širši javnosti, a ne, imamo opravka s ChatGPT-jem, pa s tem, ki je temeljito odskočil od vseh ostalih teh programov in tako naprej. Tako da, to pogledno smo lahko res optimisti, moramo pa tudi ustrezne deležnike nenehno opozarjati na to, da pač enostavno potrebujemo tudi čas, sredstva in drugačne pristope, ne, proti temu, kar imenujete ta demistifikacija znanosti, a ne. Ker demistifikacija znanosti ni propaganda za znanost, ni to, da se moramo mi skozi zagovarjati, zakaj nekaj delamo, zakaj nekaj dobro. Jaz tukaj sem pa res vernik v znanost. Jaz verjamem, da na dolgi rok se vedno izkaže, da tisto, kar znanost pogrunta, je za vse dobro, no. Tako bi jaz zaključil mogoče.